Truške, vas brez centra, ki naj bi zrasla na ostankih rimskega imperija. Domačin Janko Bočaj hrani številne dragocene predmete in dokumente. Posebno mesto ima faksimile prve pisne omembe vasi iz leta 1067. Če so bile takrat Truške podeljene Freising kot 600 km oddaljenem od centru, so bile, da so bile Truške že organizirane v eno socialno-družbeno obliko, z lastno cerkvo, z lastnim gospodarstvom, drugače ne bi bilo smiselno predeliti na neko vas, neke knezove škofije, ki je tako daleč. Bil je interes predvsem zaradi dostopa do vina, do oljčnega olja. Že Plinij Starejši pa je tukajšnjo oljčno olje opeval kot eno od 3 najboljših v celotnem imperiju. Zgodovina se ponavlja, bi lahko rekli, saj istrska oljčna amfora, blagovna znamka še iz rimskih časov, ki so jo pri Bočajevih obnovili, dosega tudi danes resnično vrhunske rezultate v svetovnem merilu. Na teh gričih je že od nekdaj doma tudi vinogradništvo. Marinko Rudica je gotovo eden tistih, ki se je z veliko ljubezni do kraja in tradicije vrnil k naravi in poklicu kmetovalca povrnil nekdanji sloves. Bili so tam v teh poznih 90-ih letih tukaj eni zelo pozitivni, lepi časi tudi za razvoj tega vinogradništva in zgleda, da je iz mene takrat kar vrglo ven, da je da je to lahko perspektiva za našo družino in mislim tudi za celo področje Istre. Čeprav so Truške imele že nekdaj vse, kar so potrebovale, pa jim meja med cono A in cono B po drugi svetovni vojni, ki je vas presekala na pol, ni prizanesla. Ker tukaj nismo šli ne v šolo, ne v cerkev, ne na pokopališče, je bila meja. Ništa. In to je bilo v Kubet k maši, v Sežano trgovino, v Sočergo plesati in trseke naše pokojne, ti, ki so umrli, ne meni se zdi, v 5 letih, enih 5 je bilo pokopanih tam. In tukaj pred nosom pa pokopališče. Pokopališče in cerkev so v 16. stoletju iz tako imenovane stare vasi ali današnjega Vršiča preselili nekoliko bliže in tako je vas postala vse bolj dostopna. Truške so med slovenskimi vasmi nekaj posebnega tudi zaradi svoje poseljenosti na več različnih slemenih. Poleg tega nam na eni strani nudijo pogled vse tja do hrvaške Istre, na drugi pa do odprtega morja. Prav ta odprtost na eni strani in razgibanost na drugi mnoge turiste spominja na Provanso ali na toskanske griče. Ti v sebi skrivajo številne lepote, ki jih je vredno odkriti.